samo nekoga, ki mi pove, da sem posebna, ki mi zna povedati, da me ima preprosto rad. Ne smem se izgubiti. Na tak in podoben način so v pestrem kulturnem programu gojenci Varstveno-delovnega centra Sožitje Kamnik obeležili 10-letnico delovanja tega centra. Po 10-letni prehojeni poti centra nam je povedala predsednica Društva Sožitje Metka Hribar naslednje. Ja, mi smo v 10 letih uspeli postaviti, oziroma prvo leto že postavili VDC, to je Varstveno-delovni center za osebe z motnjo v duševnem razvoju, tako da zdaj praznujemo 10-letnico in mislim, da smo v 10 letih veliko postorili. Imamo pa še eno lepo vizijo naprej postaviti bivalno skupnost, ki upam, da nam bo potem s pomočjo donatorjev uspelo to narediti, kar si varovanci želijo, zaživeti samostojno življenje, glede na to, da se starši staramo. Jaz mislim, da bo danes lepa prireditev in da bojo ljudje, ki bodo v dvorani, pripravljeni se donirati kakšen denar. Koliko članov oziroma koliko gojencev pa šteje v zavod? Naš varstveno-delovni center šteje 22 varovancev, imamo 8 zaposlenih, pa nekaj preko javnih del. Vozimo jih od doma do varstvenega delovnega centra in po 8 urah spet nazaj. Pa so vsi iz Kamnika oziroma z naše občine? Pokrivamo Kamniško občino in Komendo, to se pravi najdalje Žeje in najdalj je Motnik. Najlepša hvala. Na prireditvi je zbrane vidno ganjen nagovoril tudi kamniški župan Anton Tone Smolnikar. So moji prijatelji, s katerimi se moramo rokovati in ki moramo obljubiti veliko. Ampak pred 10 leti smo se dogovorili, da bomo dali šolo v Srednji vasi za nje, za moje prijatelje, za naše prijatelje. In to je tista velika dolžnost, ki jo čutim tudi v tem trenutku, da ta občina Kamnik, ki ima veliko socialnih problemov, zlasti v zadnjih časih, da našim mojim prijateljem pomaga še naprej. Spregovorila pa je tudi predsednica nadzornega odbora centra in mati enega od varovancev, Slavica Navinšek. Poudarila je, da so varovanci navezani na svoje predpostavljene, na strokovno osebje, ki jih kličejo kar po imenu. In za mnoge varovance je tudi Varstveno-delovni center drugi dom. Nam staršem pa pomeni bivanje naših otrok v varnem okolju, prijaznem in spoštljivem razbremenitev, da se lažje posvetimo svojemu poklicnemu delu. O počutju v centru pa smo povprašali tudi nekatere varovance. Kako si zadovoljen z delom, imaš kaj prijateljev? Jaz sem kar zaenkrat zadovoljen. In vsak dan hodiš oziroma med tednom? Vsak dan. Vsak dan. Tukaj imamo pa še eno gospodično. Kako te ime? Marica. Marica, ti se pa vsak dan s kom voziš z avtobusom ali kako? Z avtobusom. In kako si zadovoljna, imaš veliko prijateljev, prijateljic? Sem zelo zadovoljna, imam veliko prijateljev pa prijateljic. Pa si poglejmo še nekaj utrinkov zelo zanimivega in pestrega kulturnega programa, ki so ga pripravili gojenci in njihovi gostje.